Pozdravljena, svetla, stara duša. No, danes sem bila zjutraj na Planet TV, gostja v oddaji Jutro na planetu in smo govorili o tem, kako občutiti več notranjega miru. Pa sem rekla, še za vas postavim tale video. V glavnem, kako priti do notranjega miru, oziroma, a poznate koga, ki ima tisti notranji nemir? Saj poznate, diagnoza je anksioznost, pa tesnoba, pa še kakšna zadeva. V glavnem, odkje to izvira, kako to pozdraviti, kako se tega rešiti. Dajmo najprej pogledati tehnični vzrok, in sicer, ko imajo duše žur, v modrem poglavju bomo šli pogledati, se pravi, čakajte samo, da na koncu pogledam, kjer imam to zadnjo, je živčnost, razdražljivost in depresija. No ja, recimo, da je to, a ne? Ko ste živčni, ko imate občutek tega, nekomu bi pregrizel vrat, in ko vam nekaj sedi na prsih, da komaj dihate, kaj vam priporočam, kako se rešiti, ali kako boljš zadihati. Prva zadeva, kar moramo razumeti, da naše telo je tehnično in ga moramo najprej nahraniti. Ker glejte, komur manjka vitamina B12 pa vitamina B3. In bomo zdaj šli pogledati, kaj to pomeni, če vam teh dveh vitaminov manjka. To je iz knjige, ko imajo moški hormoni žur, ali pa tudi isto sem pisala, ko imajo hormoni žur. Pač to, kje dobiš vitamine in te zadeve, ki so res pomembni. No, zdaj bomo pa pogledali, se pravi, če vam manjka vitamina B12 pa B3. No, lejte. Se pravi, če vam tega vitamina manjka, vitamina B3, utrujenost, oslabelost mišic, spremembe na koži, zadah iz ust, razjede na ustnih kotičkih, pogosti glavoboli, migrene, nespečnost, občutek potrtosti, raztresenost, možganska megla, razdražljivost, temačne misli, preobčutljivost, povišane vrednosti slabega holesterola, prebavne motnje. In kaj morate jesti? Arašide, losos, ribe, nasplošno meso, pa domača jajca. Jaz imam zdaj domača jajčka, ker imam 10 kokoši, pa enega petelina in zdaj že 4 nesejo jajčka. Pač toliko sem zadovoljna, kurja mati, da je kaj, pač kure so toliko smešne, ampak so res smešne. V glavnem, potem naprej. Jogurt, skuta, avokado, temna čokolada, ječmen, paradižnik. To je zdaj vitamin B3. No, pa imamo zdaj naprej na vitamin B12. Če vam ga manjka, imate nenehna razdražljivost in depresija, demenca, pozabljivost, slabša koncentracija, težave s spanjem, šumenje v ušesih, motnje vida, se pravi tisto, kar gledaš, pa ti kar nekako se ti megli pred očmi, drhtenje, omotičnost, oslabelost mišic, ščemenje, pekoč občutek v mišicah, nevrološke težave, tudi odravenelost okončin, zmedenost, psihoze, težave z ravnotežjem, uhajanje vode, tudi blata, motnja erekcije, težave s prostato pri moških, težave s plodnostjo tako pri moških kot pri ženskah, pomanjkanje energije, hitra utrujenost in prezgodnje sivenje las. No, kaj vam priporočam v tem primeru? Vzemite formulo 4 in boste videli, kako se bo stanje hitro izboljšalo. Ampak, pojmo zdaj naprej, se pravi, eno je, rabite vitamine, če imate razdražljivost pa depresijo. Zdaj pa moramo razumeti, da naši možgani so seveda tehnični in da je eno, da vitamini B, to je ta ovoj okrog možganske celice oziroma okrog živca, potem je pa še kalcij pa magnezij pa omega 3. Se pravi, vam priporočam, da vzamete še kalmah pa omega 3. No, seveda, poskusite čim več s hrano in uživajte jajca, mleko, jogurt, zelje vseh vrst, orehe, mandlje, arašide in tudi ajdovo kašo, ajdov kruh, pač čim več teh naravnih zadev. Poleg tega pa pomembno, da uživate omega 3, ki jo dobite recimo mastne morske ribe, kot je losos. No, potem imamo pa naprej zeliščna podpora iz knjige, ko imajo duše žur. Pijte čaj iz sivke. No, in potem pa gremo naprej. Čustveni vzrok,
in preverite z mišičnim testom. No in zdaj pogledajte, če imate ta občutek, da vam nekaj sedi tukaj na prsih, da ne morete dihati, da vas teži, je eno lahko, da je povezan s strahom. Ker tukaj je sedež, eno je sedež duše, ampak drugo je tudi sedež strahu. In strah ti ne pusti dihati, je tako, mora se potuhniti, skrit. Strah me je resnice, strah me je sprememb, strah me je življenja. Potem naprej recimo potlačena čustva jeze in lahko tudi jeza na človeka, ki vam je govoril, bodi tiho, potrpi, ne govorite o svojih čustvih. Ne? In dejansko, ko imate dosti teh potlačenih čustev, je v vas tako, da dobesedno vsaka celica zase kriči, rabim spremembo, začni govoriti, govori o svojih čustvih. No, zdaj pa kaj lahko naredite, da se ta notranji nemir zmanjša oziroma da povečate več ta notranji mir. Prva zadeva, začnite dan s pozitivnim mišljenjem, s kartami prehodu v novo dobo. In zdaj, če ta trenutek pogledamo, kaj vam sporoča stvarstvo? Kaj je ta trenutek za tebe, ki tole poslušaš, res pomembno, da ozavestiš? Varno je ljubiti, ampak ne druge, sebe. Začni se imeti mečkam bolj rada. Zdaj pa kaj to pomeni? Imej se mečkam bolj rada. Ljubezen do sebe pomeni, da takrat, ko me nek odnos ne podpira, brez slabe vesti rečem ne. Se pravi, tukaj lahko zadej tudi poslovni dogovor. Rečeš ne, če vidiš, da vedno znova te nekdo pelje žejne čez vodo. Da rečeš osebnemu odnosu ne, če nekdo ves čas sipa svoje smeti nate in ti ves čas govori o svojih problemih in ti ne prinese ene pozitivne novice, ampak same smeti, da lahko rečeš, tega ne želim poslušati. Če mi nimaš zapovedati nič dobrega, bova pa tih. V glavnem, da si vi dovolite, da dejansko ohranjate svoj mir. Varno je ljubiti, ker vsak odnos prinesete najprej sebe in če vi ne boste sebe ljubili, kako mislite, da vas bojo drugi spoštovali? Pač, če jim ne postavite meje, ki pa so vaše meje. Se pravi, če jih ni, se ni, da nekdo drug prekorači meje, če jih ni. Če se vi uležete kot predpražnik, vsak se bo obrisal v vas. To je ljubezen do sebe. Gremo naprej, se pravi, varno je ljubiti. Drugače je povezan dušni partner. Ampak ta dušni partner je povezan s prvo, da jaz postanem partner moji duši. Ne, da jaz ne dovolim več, da nekaj deluje proti meni, da jaz delujem proti meni. Če čutim, da nekaj res ne morem več, grem poiskati vzroke. Gremo naprej. Spet je ljubezen. Zdaj pa spet ljubezen. Ljubim se. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Vse povezano s tem, ne? Če te daje ta tesnoba, depresija, očitno se nimaš nič rada. Premalo rada. Nihče te ni naučil niti tega, kako se sploh imeti rada. No, gremo na naslednje sporočilo. In v ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. No, zdaj pa ena stvar. Sodelovanje. Ljudje mi nosijo ogledalo. Ne? In če vedno znova me nekdo sprehaja, kaj se jaz učim? Ne? Iščem njihove moči. Bom najdla nekaj dobrega. Ja, ampak veš, tam dobim to dobro. Eno je, da mogoče jaz želim nek odnos opravičiti. In preverite z mišičnim testom, če imate mogoče vaš podzavestni program, moram opravičevati slaba dejanja drugih ljudi. To sem jaz imela. Tako, ljubezen je dobrotljiva, potrpežljiva, vse opraviči. Ne, temu se ne reče ljubezen, ampak nespamet. Ampak je program, da je to ljubezen. Ne, to je pomanjkanje ljubezni do sebe. In če pogledamo, ena od zapovedi je,
ljubi svojega bližnjega tako kot sam sebe. In zdaj pomislite, ljubi svojega bližnjega tako kot sam sebe ne govori o tem, ljubi svojega bližnjega bolj kot sam sebe, ampak kot sam sebe. No in tukaj noter se dejansko mi šele učimo, kaj pomeni ljubezen do sebe. A ne? Gremo še na eno sporočilo in naslednje je pa odpuščanje. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Naj zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. No in tukaj, kar se tiče odpuščanja. Ko začnemo delati na odpuščanju, meni je pomagal stavek, osebno meni, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. In sem si v nedogled to ponavljala, dokler nisem občutila olajšanja. No, najbolj mi je pa pomagal, in to imate pa v knjigi Ko ima življenje žur, meditacija za odpuščanje. In ta meditacija za odpuščanje je povezana s tem, da dejansko sprejmeš dejstvo, da dela vsak najboljš, kar zmore, da vsak drug rani nas, ampak tudi mi ranimo druge. In da pride do izravnane, do odpuščanja, ko jaz spustim neko energijo, ko jaz neham sovražiti, enostavno ne morem biti več zataknjena. No in ko razumemo te zadeve, da v bistvu to odpuščanje spustiš ene energije, dejansko se takrat zgodi marsikaj drugače v naši duši. No in zdaj, če se čisto na začetku vrnem, kako občutiti več notranjega miru, tako da začneš delati na sebi, da začneš prepoznavati svojo resnico in ko prepoznavaš svojo resnico, dejansko na podlagi tega prideš do tega, da je vsak odnos pravilen in da vsak odnos te nekaj uči. Učite ali postavljati meje, ali odpuščanja, ali ti kaže, ki imaš tvoje rane, mogoče se v vsakem odnosu počutiš zavrženo, sploh tiste, ki se počutite prevarane na kakršenkoli način, se učite to kodo prevaranosti, zlorabe spuščati. In vsak od nas ima nekaj tega v sebi in bolj, ko boste spuščali ta strah, zamero, sovraštvo, bolj lahka bo postajala vaša duša in hkrati, ko postaja bolj lahka vaša duša, vi postajate bolj mladostni. Tako delujejo te zadeve. Tako da ne pomagajo kreme od zunaj, ampak pomaga ali pa tablete, ki samo uničijo nekaj ali pa prekrijejo. Gre se za to, da vi začnete spuščati ta čustveni strup, da sebi dovolite, da zadihate. Ja, in zato pišem vse te knjige, da vam pomagam, ker jaz sem to pot že prehodila in se počutam lažjo, da vam pomagam, da boste tudi lažje vydihali. Tako da uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju.